Jaz bi temu konkretno rekel soupiranje. Če nadaljujem še iz soupiranja, bom rekel, da je, meni osebno je strašno, ne bom rekel nerodno, ampak to je stvar zopet tega Mariborstva, ki je tudi tukaj po drugi svetovni vojni rodilo po eni strani moram reči izjemne rezultate, tako intelektualne, umetniške, kot pa bolj manj pa ne upravno-politične narave, ampak če me kaj prizadelo, seveda pri Steinrauchu, ki ga vidim kot izrazito pozitiven dogodek v dnevno-političnih dogajanjih in pa razmerah v Mariboru, me pa pekli tole, da jasno niso ljudje, osebki v mestnem svetu zmogli tiste energije, pa ne bom rekel energije, ampak odgovornosti, niti ne tako zdajmo pa še tudi mi odstopili. Tale stopnja higiene oziroma nehigiene, seveda, me tukaj moti v toliko, ker je očitno vzrokov za kocke še kar do nekaj. In če me vprašate, bi jaz še enkrat šel kocke metati, zato da bi tudi tale goljofivi osebki v mestnem svetu, ne samo da bi odstopili, ampak da za njih nikoli več ne bi slišal, pa da jih ne bi videl. In nadaljevanje, kakršnokoli nadaljevanje torej tega političnega elitizma v Mariboru, ki se vleče zopet iz mandatne dobe v mandatno dobo, in njihova sprenevedanja, ja to pa tako, pa ono, pa levo, pa desno, kar se tiče pa samega razvoja v mestu, pa ta razvoj nezadržno, gre seveda ne da stagnira, ampak gre navzdol. Če se dobro spomnim, smo v zadnjih, bom rekel, 30 letih v Mariboru na najodgovornejših funkcijah imeli več neodločnih kot pa odločnih ljudi. Med zelo odločne moram obvezno na prvem mestu prišteti žensko, in sicer gospod Magdaleno, s pravico ji rečemo gospa, ki je kljub temu, da je prišla iz niča, naredila iz Maribora, torej ne iz Maribora, ampak iz tedanjih razmer v Mariboru, ki bi lahko grozile, da bi se zgodilo ne vem kaj se, je naredila, med drugim dala tudi občutek, da sploh lahko v Mariboru pride, poudarjam, lahko pride ženska na najvišjo funkcijo, kar je ona tudi dejansko bila, pa so bile tukaj hude preizkušnje. Bila je tista noč, če se je kdo še spomni, iz 21. na 22. maj 1991. Jaz sem bil zraven in tam, mislim, ob stavbi, pa tudi tukaj na Ljubljanski cesti sem gledal, kaj se dogaja in ne vem, lahko se spomniš predtem seveda še Rousa, pa Ivana Čuka se spomnim in tako naprej, pa še starih, bi se reklo, starih komunistično-borčevskih autoritet, od Vinka Borca in tako naprej, Vitja Rodeta in tako naprej. Ampak ti ljudje seveda so dobro vedeli, da lahko nekaj v mestu konkretno naredijo, zato ker so za seboj imeli mehanizem, imeli so partijo, imeli so ono, imeli so tretje in deseto, ampak na vsak način so imeli tudi zaslombo najvišjega števila mestnega prebivalstva. Zdaj mi pa v zadnjih 10 letih, prosim vas, pokažite mi mestni svet, ki ima zaslombo mariborskega prebivalstva. Ne pa, da bi tale mestni svet tukaj sedaj, ki je trenutno, da bi imel pa zaslombo prebivalstva. Mi sploh smo popolnoma zgrešili kako bom rekel, v ustanovitvi nekega, po moje, povsem debilnega sistema uprave na tele občinski mestni ravni. Kajti, ne bom rekel, da tako zdaj pa pogledajte Avstrijce pa tako dalje, ampak mesto kot organizem obstaja stoletja in stoletja, mesta v tem upravnem administrativnem sistemu Svetega rimskega cesarstva so obstajala mesta stoletja in seveda še vedno obstajajo in prosim, v Gradcu mesta ne vodi 50-60 ljudi. Ampak so tam župan, podžupan, 7 profesionalnih svetnikov, vse drugo so pa ljudje, ki imajo za ubogati in konec.
Spet toliko. Hvala. Precej je bilo povedanega, verjetno so se tudi vam postavila kakšna vprašanja, tako da izvolite. Ja, upam, da sem dovolj glasni. Lahko uporabimo mikrofon, če hočete. Ja, En Primož, kje si En Primož? Zdaj je problem. Ja, pozdravljeni. To je bilo povedanega, da pravzaprav imate srečo, da alkohol vpliva na možganske celice, pa sem par vprašanj pozabil. Pa ne bom jih vseh stresov, kar naenkrat tega ne se bo. Začel bi pa, upam, da čisto na začetku. Vmes je bilo povedano, torej se strani gospe Vesne, da se Slovenci radi skrijejo ali skrijemo, kakorkoli, ko pride do, rečemo temu, stresnih situacij. Jaz sem pa recimo pred enim mesecem prebral en članek enega, mislim, da je bil kar navaden novinar ali kakorkoli že, ki je pravzaprav svojo refleksijo te družbe opisal, me zanima Vesnin pogled na to. Namreč on je opisal, da imamo v Slovenciji družbeno uravnilovko, kar pomeni, da vsi smo enaki, ni gor, noben ne sme iti više od nas, oziroma vsak, ki gre više od nas, ga avtomatsko potegnemo, da ne sme biti, če imamo recimo oblast nad sabo, ga oblast potolče, oziroma ga oblast potegne k sebi, da je on njihov, ne? In je zaradi tega grd naspram Slovencem. So pa spremenljivi vsi, ki se spustijo pod družbeno uravnilo, ko pomeni, da postanejo družbeni bečki. Me zanima Vesnin pogled na to, recimo ta... No, seveda, to je ena od tistih, rekla sem, da pač vsaka kozmologija, vsake etnične skupine predstavlja relativno stabilen sistem pomenjena, z nekaterimi bi rekla, skozi čas stabilnimi točkami prešiti ali pa ne, z nekimi materikami, ki so stabilne, in egalitarnost je ena od teha, ne. Moram povedati, da seveda, spet, ko sem, mislim, jaz sem že vedela, da je, moram reči pač, ne, ja, ne, kot socialna in kulturna antropologinja, ampak seveda razložiti je bila, mi je pa res pač tudi zgodovina šele pomagal. Tukaj gre v resnici za neko tudi socialno kontinuiteto, če hočete, ne, ki je bila pač, dobro, če zdaj pač kolikor zgodovinari vedo o staroslovanski družbi, je bila ta egalitarna, ne, in potem tudi, ko so feudalizem vpeljali k nam, je bila ena od posebnosti feudalizma, da je na slovenskem, to tudi zgodovinari sami pišejo, da so se pač morali tile feudalci, tile franki na zatečeno stanje prilagoditi, in ena od teh zatečenih stanj je bila ta izrazita egalitarnost primerjavi s precej razslojeno feudalnostjo že okoli, ne. In potem se je to kazalo na celo vrsto načinov, recimo tudi to, kako se je pač, recimo, kako se je zemlja razdelila v hube, ne, se recimo ni razdelila tako, da v eni vasi je dobil en kmet pač en del zemlje, drugi del, ampak so po kvaliteti dobro nivo razdelili recimo na 30 hub, pa srednjo nivo na 30 hub, pa gost na 30 delov, pa tako, ne. Iz česar izvira ta značilna slovenska razdrobljena zemljiška posest, ampak tudi egalitarnost. Mislim, fascinantno je bilo, da je hubni sistem v Sloveniji, ne, kot ga je prav feudalizem, bil egalitarni sistem. Vsi kmetje, ki so bili lastniki enojne hube, so v resnici bili lastniki enake zemlje, ne. No in potem, kar me je v resnici v egalitarizmu nadalje zabavalo, zelo, ko sem zgodovinske vire študirala, bilo to, da je bil to logičen sistem, to se pravi, delati to, kar delajo drugi, biti neviden in biti to, kar so drugi, ne, torej ta egalitarnost, ker je v resnici, ko je šlo za tripolno kmetovanje, ne, kar je bilo pač tradicionalno, pišejo zgodovinski viri, da pač, ko so oni to zdaj zemljo razdelili recimo na 30 delov, ne, vsak je imel en tak tisti pasek tam, zdaj oni te zemlje niso ogradili in niso postavili plotov in niso postavili vmes poti, ker je bilo škoda zemlje,
In seveda ti si mogel delati to, kar je sosed delal, moral si delati to, kar je drugi delal. Ko je drugi sejal, si mogel ti sejati, ko je drugi žel, je mogel drugi žeti. Ko je drugi ne vem kaj delal, si mogel ti to delati. Ker ti, če si imel tam na sredi tisti košček zemlje, ti tudi do njega priti nisi mogel, ne? Oziroma bi lahko prišel, če bi bil neki veliki individualist, tako da bi pohodil, zdaj tam predelek onih drugih, ampak to se ne bi dobro končalo, ne? Se pravi, ta egalitarizem je bil ekstremno funkcionalen in je bil v resnici stvar, bi rekla, ekonomskih strategij, ki so pa se tudi v feudalizmu prilagodili na zatečeno stanje. To se pravi na staroslovansko družbeno strukturo, ne? Ki je bila egalitarna. In morate vedeti, da je v resnici ta sistem ostal, ne? V resnici, veste, s tem kapitalizmom na Slovenskem so razne težave, ena od teh je, da so inserti zelo kratki, ne? Resnična, kako bi rekla, neegalitarnost nastopi potem po zemljiški odvezi, ne? Pred zemljiško odvezo noben kmet čisto zares ni mogel propast, pišejo zgodovinarji. Je že lahko malo sral gor pa dol, pa malo so lahko on razdelil to svojo hubo med dva sinova, kar je sicer bilo nezakonito, ampak se niso kaj sekirali, ker mislim na zakone. Slovenci niso nikoli pretirano ozirali, se veste, narodni junak je Martin Krpan in on je kršitelj zakonov in švercer, ne? Orožja, ne? Tako da jaz vedno rečem, da mene nič ne fascinira, da 1/3 Slovencev podpira Janeza Janše, ker to pač je, ne, model, ne, šverca z orožjem, ki krši zakone, tudi je narodni junak. Vse so nam to brali, to smo se učili v šoli, ne? In to seveda ni ostanek socializma, ne? Se pravi, razumete, ta egalitarizem tudi ni noben ostanek socializma. Jaz sem bila v resnici fascinirana, se pravi, da bi delala doktorat iz zgodovine, iz socialne zgodovine. Kaj so v resnici to, kar so zgodovinarji popisali, socialno pomeni, ne? Socialno je to pomenilo, moram delati, kar delajo drugi, moram biti tak, kak drugi so, moram ista orodja uporabljati kot drugi, moram isto seme saditi kot drugi, če drugi ajdo, jaz ajdo, če drugi prosoj, jaz prosoj, in kaj jaz vem kaj, ne. Takrat, ko drugi vstanejo, jaz stanem in takrat, ko drugi z motikovo sekajo, jaz sekam, ne, takrat, ko ne, pa ne. In seveda, razumeš, v tem sistemu je vsak, ki ni isti kot mi, v resnici nevarni, ne. In to v resnici je bilo, ne mislim, to je mene fasciniralo, ker je seveda to, da so Slovenci egalitarci, to, da Slovenci rečejo, socialne razlike so prevelike, pa imamo kao najmanjše socialne razlike v Evropi, potem pa sociologi, ki seveda se ne mučijo za socialno in kulturno antropologijo, pa tudi zgodovino ne modro govorijo, pa pišejo po mladini, kako Slovenci ne razumejo, v kakšni socialni realnosti živijo. Sociologi ne razumejo, v kakšni socialni realnosti mi živimo. Slovenci zelo dobro razumejo, v kakšni socialni realnosti živijo, ker ne gre za to, koliko so socialne razlike velike, ampak gre za to, koliko jih mi lahko toleriramo, kakšne so še normalne, ne? Torej, normalnost je nula. Ne? Jaz imam taki pa zemlje, on ima taki pa zemlje, jaz zjutraj vstanem, on zjutraj vstane, jaz maham z motiko, on maha z motiko, jaz žanjem, on žanje, jaz sedim ječmen, on sedi ječmen. To je zdaj model. In zdaj morate razumeti, ne, to je 1000-letni model. Ne, razumete, potem imate pa zdaj en insert kapitalizma tam na koncu po zemljiški odvezi, ki se je seveda izkazal za popolno katastrofo in že prva jugoslovanska država morala takoj spremeniti med kmečko zakonodajo, ker bi drugaci kmeci slovenski propadli, ergo država jih je rešila, po domače povedano, ne? In potem zdaj imate ta drugi insert, teh 20 let, ki so seveda druga katastrofa, ne? Razumete, na drugi strani imate pa 1500-letno tradicijo tega, kako se stvari delajo, ki zdaj ne glede na vse so pač omogočili, da je etnična skupina preživela, ne? In zdaj, seveda smo egalitarci, ne? Jaz ne vem, kje so kdo pobral, da nismo, tako kot smo kolektivisti, ker ne vem, kje so Slovenci recimo pobrali idejo, da so to individualisti, ne? Ma kakvi individualisti? Kolektivisti, kaj dela sosed, to delam jaz, ne? Razumeš? Ker je bilo to dejansko, je bila sama struktura proizvodnje tako organizirana, da torej pač ni šlo drugače, ne? In zgodovinarji, mislim, da Maček, ki si mi ga ti priporočal, ne? On eksplicitno piše, da seveda ni mogel on kmet biti individualist, on ni mogel odstopati, ker če bi on odstopil, bi mogel hoditi po predelkih drugih. In to mu tudi takrat pameti, ni prišel, ker je vedel, kako se bo to končalo, če hodil po predelkih drugih, ne? Razumete? Ne? Se pravi, ne, to obstajajo zelo dobri razlogi, ne? Seveda, zdaj mi lahko o tem mislimo, kar si hočemo, ampak to je res, ne? Ravno tako kot je res, da smo kolektivisti, ne? In k drugim orientirani del, Slovenci dela to, kar drugi hoče. Torej, zdaj razumeš Mercator najboljši sosed, ne? Zakaj ne more biti Mercator najboljši bratranec, recimo, ne? Ampak mora biti najboljši sosed, kar seveda je v socialni antropologiji ekstremno pomembno, ker v socialni antropologiji imate vi temeljne skupnosti organizirane ali po logiki afiliacije ali po logiki lokacije oziroma frema.
Torej, Slovenci so organizirani, recimo tako kot Japonci, tradicionalno po logiki Frema, ne, torej, pač lokacije tega kosa zemlje, ki sem ga jaz imela, pa je bil obdan z istimi kosi zemlje ostalih mojih 30 sosedov, ne. In to je seveda, kako bi rekla, 1500-letna realnost, ne. In tu zdaj, kako bi rekla, se pravi, enako smo seveda tudi kolektivisti, to ni bil sistem, ker bi ti lahko odstopal in bi kaj profitiral od tega, ne? Ker bi ti lahko bil drugačen in bi kaj profitiral. Ali pa kjer, ko Slovenci rečejo, zdaj moramo se prilagodimo temu, kaj sosed reče, ali pa kaj sosed misli. Seveda, oni so se mogli prilagoditi temu, kaj sosed misli. Sosed je mislil, gremo danes žet, torej gremo žet, ne? Ker drugač pa čas ne bi nikoli požel tistega mojega pasa tam, ne? In torej, to pač seveda, to so neke realnosti, za katere sem pač pravim, jaz kot socialna antropologinja, pač jasno, ne, pač jih nekako vidiš, ampak jih res nisem znala razložiti, dokaj pod modrim vodstvom tukaj sredečega kolega nisem začela študirati zgodovine, ne, srednjega veka, pač feudalizma posebej, ker mi se ne zavedamo, da feudalizem je najdaljše obdobje slovenske zgodovine, ki je trajalo 1000 let, ne, in je to v resnici najbolj formativno obdobje za Slovence, ne, kaki socializem ni pomembno, oni kapitalizem, sem pravim, je tam imel par insertov, 20 let, tu 20 let, tam pa nekaj tam, pa niso oni vedeli, kak morajo sploh kapitalizmu funkcionirati, ne, to ni bilo jasno nobeno tam. Skratka, v glavnem, ne, seveda, ja, ne, in zdaj vam seveda rekla še nekaj, kar sem danes razlagala študentom, ko smo imeli na podiplomskem študiju medkulturno analizo družb in smo delali pač te antropološke analize postsocializma, smo Lamplandovo pravzaprav nekaj tam njeno zadevo, ker ona pač razlaga, kako so te ideje o tranziciji, pa kako bomo socialistične družbe postale moderne kapitalistične, pa to seveda teoretsko zgrešene. In potem pravi, ne, v resnici tisto, kar se je zanemarjalo, je to, da se je zanemarjalo, da pač vsi teoretiki zanemarjajo, da tisto, kar so ljudje have been doing, to zdaj, ne veste, so delali in še vedno delajo, to je present perfect continuous, ne. In torej, tisto, kar so ljudje delali in še vedno delajo, torej pogledajo, kaj sosed dela, hočejo imeti isto, ne. Noben sistem ne more delovati, ne more biti stabilen, če ne temelji na tem, kar so ljudje delali in še vedno delajo. To zdaj pri Slovencih pomeni kolektivizem, egalitarnost pa vse te stvari, ne. Zdaj lahko si mi dva mislijo osebno, kar si čva. Veste, to za mene, jaz vam pravim, jaz nisem antropolog ali pa znanstvenik za to, da jaz promoviram svoje okusne. Mislim, ne? Kar nekateri pač so. Ampak jaz hočem reči, to ni zdaj, mene ne zanima, meni to všeč ali mi ni všeč, ne? Zdaj, če hočemo imeti stabilen politični, socialni sistem, v Sloveniji lahko deluje samo sistem, ki je egalitaren, kolektivističen in ni važno, če so socialne razlike povsod 100-krat večje, to ni pomembno, ker se pač mi nimamo tukaj Nemcev in tudi Dancev nimamo, ne? Mi imamo Slovence in s tem je treba narediti stabilen socialni sistem, ne? Seveda, in zdaj vsi tisti, ki jamrajo, kako je to zdaj nemogoče in kako to zdaj ne gre in kako to naj ovira, kako to zdaj ovira kapitalizem in tako naprej, naj si grejo japonski kapitalizem študirati, ne? Ker ga morajo študenti tudi preštudirati predmet kulturne analizi družb, ki je seveda izrazito kolektivistični in egalitarni, ne? Zato med najbogatejšimi zemljani tega sveta ni Japoncev, so pa Kitajci, ne? Ker seveda kaže pač na razliko v mentalni, mislim, v kulturni strukturi, v tej kozmološki strukturi, ne? In mislim, jaz sem rekla, že pa, če že hočejo imeti kapitalizem, pojte malo na Japonsko pogledati, kako se to dela, ne? Ne zdaj na zahod hoditi, nimamo mi z zahodom nič kaj dosti skupnega v tem smislu, ne? In so seveda kolektivistični in egalitarni kapitalizmi, ki zelo dobro funkcionira, se pravi, japonski funkcionira boljše kot zahod, mislim, recimo ameriški, v tem je njegova težava, ne? Ampak torej, ja, seveda smo egalitarci, ja, in še vedno smo egalitarci, in dokler ne bomo zgradili sistema, ki bo egalitaren, tako dolgo bomo imeli socialne težave. Zdaj, kaj se lahko midva misliva o tem, to je zdaj stvar okusa, ampak jaz pa zdaj govorim, kar ste me vprašali, ne? Ja, ampak Japonska je tukaj, kar se tega tiče, zelo specifična, namreč, ker je ona na vzhodu edina, ki je pravzaprav doživela feudalizem. Namreč vse ostale azijske države niso imele takega feudalizma, pravzaprav primerljivega z evropskim, mi da primerjamo to z evropskim feudalizmom, ne? To mislim, da niti ni pomembno. Vi, kadar skušate razložiti družbeni sistem, recimo kapitalizem, ne, v Zahodni Afriki, pa recimo na Kitajskem, pa na Japonskem, pa kjerkoli pač hočete, ne,
Vi morate razumeti, kaj je v resnici neka tradicionalna socialna logika, pa kozmološka logika, torej pomenska logika te družbe in kaj znotraj tega, kater prostor je bil uporabljen za to, da sistem dela. Ne? V resnici je to na nek način lahko rečemo, pravzaprav vsaka družba specifična. Ne? Vse to bi bilo dobro, da razumejo naši politiki, kar ste vi povedali, ker naši politiki mislijo, da niso družbe specifične. Torej imamo en recept, ki ga lahko mi univerzalno povsod, ne? Da zdaj predpisujemo in bo to povsod delovalo isto. To se jaz seveda z vami strinjam, ampak to v resnici ni nek problem. Ne? Mislim, jaz pač pravim, da Japonska je dobra, bi bila dobra lekcija, zato ker pač mislim, oziroma jaz že ne, ampak hočem reči za naši politiki, pravijo, da pač mi moramo ponoviti zahodni model, ne? Recimo, to pa je ta protestantska različica kapitalizma, ki pa Slovencem sploh ne leži, ker je individualistična in ne egalitarna, ne? Pač po zgodovinski logiki. Mi pa smo seveda egalitarci, ja, in se pravi, dokler ne bomo imeli egalitarnega družbenega sistema, tako dolgo bo kriza. Ne? In zdaj, če mi mislimo, da je kriza zunanja, se motimo, kriza je notranja. Ker če vi vzpostavite družbene, to, kar sem danes razlagala ravno študentom, pravim, če vi vzpostavite družbene rešitve, ki so v nasprotju s tistim, kaj ljudje delajo in kaj so delali in kaj še vedno delajo, ne, bodo ljudje za svojo vsakodnevno aktivnostjo sproti sistem rušili, ne jaz, ne, ko me zdaj kličejo pred parlamentarno komisijo za ekstremistično dejavnost, ker so se spomnili, ker je Janša napisal tisto, se veste, anonimko, ne, zdaj pa mi na osnovi anonimke gremo pred komisijo, veš to. In zdaj resno razmišljam, če bi jaz mogoče z zahodnim intelektualcem pisala, da se tukaj vrši politični proces, če so že oni opazili. Ampak hočem reči, jaz ga ne rušim, ne morem ga jaz rušiti. Jaz sem samo ena oseba, ne? Razumite, rušijo ga vsaki dan ljudje sproti, ko morajo izbirati med tistim, kar oni vejo, da je prav in tistim, kar država hoče od njih. In oni vejo, da je prav, da zatajijo davek, oni vejo, da je prav, da redistribuirajo, oni vejo, da je prav, da državo okolj prinesejo, oni pa ne vem kaj še vse, ne? Hočem reči, ne? To vsakodnevno 2 milijona, dobro, recimo 1.990.000 Slovencev, ruši sistem, ne? Zdaj vi se lahko fajtate proti 1.990.000 Slovencem, samo, veste, jaz vam bom rekla, ne, imamo primere iz antropologije, ki so klasični in zadevajo samo plemena, ne? Pa upravne, tako bi rekla, upravne postopke kolonialnih, recimo metropol, ne? Ki niso imele pojma, kaj ne zdaj naredijo, ne? Mislim, razumete, nativci vedno zmagajo, pika. Slovenci bodo vedno zmagali, pika. In zdaj je samo vprašanje, ali bomo mi stali na strani te zmage, ali bomo pa stali na strani poraza, pač ne? Ni to je, oprostite, izrazu nesjebljiv sistem, ne? Razumete, mislim, kolonialne oblasti so Evans Pritchard plačale, da je šel tistih par nuerov tam poročiti, ker niso vedeli, kaj ne zdaj z njimi naredijo. Ne? Pa jih ni bilo 1.990.000, ne? Zdaj pa mi mislimo, da je nas malo. Ne? Hočem reči, poanta je v tem, da to ne gre. Ne? In pač dokler mi ne bomo razumeli pač takih stvari, kot ste me vi vprašali, tako dolgo bomo imeli krizo. Zunaj kriza ali ne kriza, to ni pomembno. Ne? Ne morate imeti sistema, ki je za večino ljudi nemoralen, nesprejemljiv, ki krši neke njihove temeljne kozmološke, simbolne, nekakve principe in ki krši to, kar je njihova vsakdanja rutina, to, kar so oni delali nekoč in delajo še danes, ne? Torej redistribuirajo, recimo, ne? Tako da je to seveda, ja. Ja. Imaš do kakšno vprašanje? Seveda ima. Dobro, da si vprašal, ja? No, ker jaz sem pravzaprav še 2 taka vprašanja. Enega bi direktno na profesorja Hozina naslovil. Namreč on je izjavil, da pravzaprav želi videti, da celotna politična elita enostavno gre, da je ni. Da je ni, ne? Zdaj me tukaj zanima, glede na to, da nas je samo 2 milijona, torej da nimamo ljudi tak, da bi jih metali skozi okno, kot na Kitajskem. In pa glede na to, da pravzaprav so ljudje posvetili svoje življenja neki določeni karieri, v kateri so pravzaprav potem vrhunski, bi bilo škoda, da grejo iz te karijere, da postanejo potem v politiko, kjer potem pravzaprav so čista nula in jih lahko vozi vsak, ki ima srednjo šolo, recimo.
Kako vi vidite to menjavo torej politične elite? Hvala lepa, kolega Kamenik. Ko sem izjavil tole, sem mislil na čisto konkretne zadeve, ki me izredno iritirajo, če ne prej o vsakih volitvah, takih in drugačnih, in sicer, da smo, kaj bo za tega reže, 25 let nazaj razmišljali in gledali, kako je bilo dobro živeti v drugačnih razmerah, kot smo imeli leta 88, 87, 88, 89, ko je med drugim tudi volilni sistem bil volilni nesistem, kajti dobro se spominjam, kako je nekdanja partijska, torej avantgarda družbe obešala na veliki zvon, ko so prvič sploh zmogli dati recimo 2 kandidata za eno funkcijsko mesto. Se pravi, takrat so se začeli prividi demokracije v Sloveniji, in takrat je tedanje Jugoslaviji, pa tole, prosim, dobro se spomnim, to je bilo prav Drnovšek, je tudi malo prste vmes, on pa ta tiste stari bančnik, ne bom se ga zdaj spomnil. Ampak, prosim? Ne, en drug. Ampak potem pridemo v tale leta, ko smo seveda so ustvarjali neko novo družbeno in državno skupnost. In potem se nenadoma, če samo dobro desetletje ali pa desetletje in pol zaveš, še vedno živiš v isti državi, vse je tako, in ne se zaveš, da ne samo, da ni nikakršnih sprememb, da gre vse skupaj dol, ampak da so ljudje, ki si jim zaupal to in to in to in to, med drugim tudi vodenje države, političnega sistema in pa strankarskega življenja, da so očitno nastavili tiste premise demokratičnega sistema, se pravi tudi volilni sistem takole, da je nemogoče sploh karkoli konkretne spreminja. Pri tem se pa spominjam dobro enega od mariborskih grafitov, ki še vedno je nekje zapisan, mislim, da tamle pod bolnišnično zgradbo, ki je natisnjeno tule, tamle mislim, da je napisan, če bi volitve karkoli spremenile, bi jih prepovedali oziroma bi jih ukinili. In tu smo, se pravi, niti tale družba ta trenutek ni sposobna niti toliko skupne energije, skupnega naboja, da bi začela spreminjati premis torej tega volilnega sistema kot enega od osnov češ parlamentarne demokracije. In zdaj v kakršnikoli smeri, magari v smeri tega preferenčnega glasu, s katerim bi baje naj dobili, ne vem, ker praksi še ni zaživelo, ne vem kako ne bi, v Sloveniji, s katerim naj bi baje dobili točno tiste ljudi na funkcije, kateri bi se največ volilcev želelo in tako naprej in tako naprej. Torej danes mi tole izgleda že vse skupaj kot čiste floskule, ne verjamem namreč ničemur, razen tistemu, ko naj bi se konkretne spremembe res enkrat udejanile. Se pravi, začel bom verjeti v spremembe takrat, ko bom res videl spremembe v volilnem sistemu. In ko je kolegica malo prej rekla, da se lahko boriš tudi proti 1.990.000 Slovencem, lahko se boriš proti 1.990.000 Slovencem, ne more se boriti proti Janezu Janši. Ne more se boriti, ker je zdaj, torej, jaz se ne želim boriti proti njemu, zakaj pa bi Janez Janša naj živi, deluje, naj florira, naj cveti pa takole, ampak, ne da bi bil, ne vem kako, hudo, zakaj pa ne, je človek, ki zasluži življenje in kakorkoli, nikoga ni ubil. Ampak zanima me, kaj je, in kaj, torej, ko se bo človeka ocenjevalo, ne vem, ocenjujemo ga vse skozi, ampak zakaj izpostavljati samo njega? Ne vem, zakaj bi izpostavljali samo enega posameznika, če pa lahko začnemo izpostavljati, kot rečeno, celotno politično elito in si dajmo pogledati en lep zgled tukaj v najbližji soseščini, namreč v Republiki Hrvaški. Kakršnakoli že je pred 2-3 tedni prišlo ven, da bodo naenkrat, oziroma da so naenkrat vložili obtožnice proti 364 osebam. Ja, ljubi ljudje, povejte mi, kdo lahko ta trenutek v Sloveniji vloži naenkrat obtožnico in sicer v obsegu čez 100.000 strani proti 364 osebam, ki so sicer v 350 jih je zdravstvenih logov, 10-15 pa jih je politikov, ampak a niso točno teh 350 ljudi ustvarile točno njihove politične elite in nihče drug?
In te politične elite seveda vse skozi stojijo za njimi in dovolijo, da so koruptivni, da koruptirajo, ker koruptirajo ravno oblast. Ampak tamle se to zgodilo, tudi v Sloveniji se ne morem se predstavljati, da bi se kaj takega ta trenutek zgodilo. Ne. To pomeni, tale družba hudo gre nazaj retrogradno v neke zelo sumljivo nevarne čase. In brez skrbi tudi v socializmu, tudi do leta 1989 so se znale zgoditi, bom rekel, aretacije, ki so bile javne in za katere je nekdo oblast namreč želel, da so postale javne. Ne. Bili so znameniti procesi, od 25 poslancev tudi v 70 letih in tako dalje. Bilo je metanje profesorjev z univerz, tudi tukaj iz Mariborske, ne samo z Ljubljanske, kjer so bili, ampak tudi tukaj v Mariboru se je tole dogajalo, ampak se je seveda dosti bolj, ne bom rekel, da je bilo popolnoma anonimno, ampak se o tem niti na Mariborski univerzi ni razvedelo. Ampak nekateri dejanj v današnji sedanji družbi nismo zmožni. In to je po moj grozljiv občutek, ki pa direktno mislim, da nasili tako 20, 25, 30 ali pa mene 50-letnega skoraj, da se je treba upirati. Ker če se ne boš uprl, boš zelo hitro, še za 3-4 grade globlje na poti v inferno in ko si enkrat globoko v inferno, rabiš pa po moje potem, ne vem, par miselnih generacij, da lahko zopet splezaš po hudo strmem stopnišču spet nekam navzgor. Zato sem rekel, ne nočem videti več nobenega tega etabliranega člana sedanje politične elite v Sloveniji. Dobri 20 let so imeli časa, vlade so se menjavale, reforme se ni delalo, blokade tu, blokade tamne, na koncu smo, bom rekel celo, mislim tako bogokletno misel, kot da smo tukaj na severovzhodu, pa vzhodu slovenskega prostora, da smo celo začeli sovražiti vino. To je parafraza. No, kar se tiče Janše, bom tukaj pravzaprav citiral Gregorja Lukšiča, ki je enkrat izjavil, da Janša bo zgubil takrat, ko ga bomo začeli vsi ignorirati. Drugače pa, eno vprašanje pravzaprav za vse tri, nekaj pa ni bilo, pravzaprav se mi zdi, da mi ni bilo povedano, in to je, po vstajah v Mariboru, kaj smo pravzaprav pridobili oziroma kaj smo izgubili. To je zdaj dobro vprašanje, ker namreč imamo vstajniškega župana, ki je pravzaprav po mojem postal politik v trenutku, ko je nastopil kot kandidat. Čeprav sem to trdil nasprotno. Kaj smo pravzaprav, tako sem rekel, no? Kaj smo pridobili, kaj smo izgubili? Eno kdo? Hvala lepa. Kaj smo izgubili, kaj smo pridobili? Prvič, po mojem, smo izjemno pridobili v občutku, da se v Mariboru sploh kaj takega še lahko zgodi. Torej, navkljub miselnim vzorcem, ki smo jih malo prej, bolj na začetku, torej so nam bili vsaj predočeni, da so generacije apatične, da je mladina apatična celo in tako naprej. Tole za Maribor seveda ne morem reči. Pa ne samo za Maribor, ampak za čisto vse tiste sredine, iz katerih prihajajo ljudje, so prihajali v tole mesto, zato da sploh še lahko živi. Ne bom šel zopet v zgodovino, ampak kaj se z Mariborom zgodilo ampak samo prosim v zadnjih 60-ih, 65 letih, prosim, junija 45. je tukaj v mestu, a ne popis, seveda v izrednih razmerah, še takoj po osvoboditvi je popis prebivalstva in na obeh bregovih Drave se našteje, recimo piše 31-32 tisoč mestnega prebivalstva. Seveda, to je bilo ravno v tednih potem, ko je par tisoč nemškutarskega prebivalstva z desnega brega zginilo. Preprosto zginili so, ampak 32 tisoč ljudi je naštetih. 40 let pozneje, a ne, v drugi polovici 70, proti koncu 70 let, pa v začetku 80-ih se v tem mestu našteje 95 tisoč prebivalstva. Ja, odkot so prišli? Tako da tale Meltpot tukaj mariborski je seveda deloval in deluje in bo jasno, da deloval naprej. Se to je osnovna tendenca
razvoja urbanega prostora nasproti okoliškim ruralnim. In ravno ti gravitacijski procesi prinašajo semne in so prinašali in prinašajo v mesto take in drugačne ideje vstajništva in hvala Bogu, torej, če tega ne bi bilo tehle prirasta iz okolice, ne dvomim, da bi se tale vstajniška zadeva tukaj Maribor iztekla v tako akcijo, kot je bila. Prvič, občutek imam, da se tukaj, ne da občutek imam, prepričan sem, da se tako vstajništvo lahko Maribor ponovi. In zato, ker prihaja šele najbolj krizno leto, sedaj ne pričakujem, da se bo v tem letu zadeva tako ali drugače ponovila, ne vem, če ravno za 6-7 tisoč, ampak če se bo ponovilo za 1500, bo občutek tule. Če pa je občutek tukaj, vam pa povem, da bodo, ne samo, da bo Ministrstvo za notranje zadeve moralo kupovati nove čelade pa nove pendreke, ampak bo moralo, ampak bo torej moralo računati, da če že kje v državi, da se pa tukaj v Mariboru očitno zopet lahko nekaj takega zgodi. Ali bo to pomenilo večjo pozornost, ne vem, ampak vse vidite, nova oblast pride in takoj natrosi, Maribor bo dobil 66 milijonov evrov, nekih takole in takole, poskrbeli bomo, da bo v tem mestu bolje. Tako kot je tukaj kolega Peter rekel in pa kolegica Vesna, se tudi jaz strinjam, nihče tule Mariboru ne bo pomagal in mu ne more pomagati tako, kot si lahko Maribor pomaga sam. Hkrati vam pa povem, dovolj dolgo živim v tem mestu, nihče tudi ni škodoval temu mestu, tako kot si je tale mesto škodovalo samo. In žal, to je naše mariborstvo, to je naša mariborska mentaliteta, da si škodujemo sami sebi, najboljši sosed. Sosed mora biti isti kot jaz. Najboljši sosed nima sedeža v Mariboru, pa ga ima v Ljubljani. Če bi imel najboljši sosed sedež v Mariboru, tega najboljšega soseda več malo ne bi bilo. In še ena prispodoba, tisele luknje tukaj ob Dravi, ne samo spomenik, mariborskosti, ampak bi jaz tule noter naredil tisele umetno smučišče za univerzijado mariborsko bi naredil, tako da bi imeli vsaj prispodobo, da je Mariboru univerzijada res bila, pokrili bi z, prosim, Bob stezo takole, tako, kakorkoli, skratka, spomenik mariborskosti, ne bi tale luknja, tale jama ostala, ampak pač toliko. Kaj smo izgubili z vstajniškim gibanjem? Nekaj šip je bilo polomljenih, žal se nekaj mladih kolegov se je znašlo in se še vedno je pod udarom mariborskih notranjih organov, ali pa organov pregona, ali kakorkoli. Ampak jaz mislim, da je tole res ena, bom rekel, dokaj minimalna cena, torej ni bilo smrtnih žrtev, ni bilo, mislim, da teže poškodovanih, pa tako dalje. Mislim, da so bile že nogometne tekme v Mariboru, kjer je bilo huje poškodovanih več, kot pa tale vstaja. Če bo tale duh ostal, potem preprosto jaz o zgubi nikakršne ne bi govoril, razen res tistega, kar pa sem prej rekel, da obžalujem, da ni bilo odgovornosti, da mestni svet ni zmogel. Moram se seveda malce popraviti, 5 članov, kot vemo, mestnega sveta je odstopilo. Ampak to je bila 1/9. Drugih 8/9 je reklo, da je dogajanje v glasnem mestu sploh ne zanima, sploh ne briga, sploh niso bili seznanjeni, torej za tem, kaj se je dogajalo in tako to je. Če za ali proti, jaz na vsak način sem za to, da je vstajniška zadeva v mestu bila pridobitev, da je bila ena nova kvaliteta. Kaj bi rekel? Pričakoval bi kaj takega, recimo, od kakih, ne vem, 2-3 tisoč delavcev v Mariboru, da bi šli ne ravno metati kocke, ampak da bi, recimo, ne vem, 3-4 ure, en popoldan stali na križišču, tudi na Partizanski in bi hodili okoli po križišču. Brez transparentov, brez vsega in potem bi se ljudje spraševali, ne ljudje, oblast bi se spraševala, zakaj pa tile to počnejo. In ko bi prišli enega in potem vprašali od teh 2000-3000 bi vpraševali, zakaj pa to počnete, bi jim preprosto rekli, veste, zakaj je to, ker smo brezposelni. Aha.